Baby. Če ste lili, imamo komat. Kar tako je, jaz sem si unga. Ej, baby. Dela. Ful te slišim, ful si se dal na glasu. Mater, te moram dati malo bolj potihem. Zdaj dajem. Sem samo zelo blizu, zato da... Zelo pa navad nisi, ja, ne vem. Sem. Joj, no. Dej za taken nekam že, no. Sem ni treba, da je na štendru, ne vem, zakaj. Vršna tlaja. Tako, ja. Da pol more bogi montažer sam delati, pa, kad sliš tole drn. Sam da pomeni, da se dela. Se dela neki, ne? Se sliš, da se dela. Veš, če tišina, pa se ne sliš, da se dela. To je res. Mora roputati. More delati. Vse pa malo upravičimo, ne? Mi se upravičujemo. Koza? Ja, s poslušalcem, če se... Za te in ostale nevšečnosti. Tako. Pa, ja. Pa za smukanje, če bo slučajno kakšno. Danes no, čeprav je spet mogoče malo bo. Zanj smo bili popravljeni kvartale na 4 leta. Ti si bil lapsus. Sam se moramo upravičiti in povedati, da ne. Da ostajamo divje netočno. Če se le da. Sej že imi samo ve kvartal, ne 4, ne, ampak lej. Mogoče smo mislili, ne vem. Ful smo bili sovereni. Hokej, vse je zgodino tudi najboljšim. Ja. To se vidi, da veliko delamo s temi poročili kvartalnimi. Imamo ful radi kvartalna poročila. Vi morate to vdajati. Ne to, ampak imamo pa druge. Imate pa ljudi, ki morajo to vdajati. To pa zihar. In te ljudje vejo, kaj je kvartal. Oni sanjajo kvartale. Ja, verjetno. Jim mozak pijajo. Ja. Oziroma takrat je treba vse ono kreativno računovodstvo pa vse tiste stvari zvleči. Ja. Ne, da stvari na sestanku čim bolj zgledajo. Ja, pa pred shareholderji pa whatnot. Ja. Tako. Tako da, zdaj pa vidim, ko je bliže. Zdaj pa bo. Zdaj smo pa takole. Še kakšne tele vaje bi mogli narediti. Kakšne vaje, zakaj? Mislim, da se čisto dobro sliši. Te za gestikulacijo. Vse to pa imamo. To v bistvu rešili so vaje za gestikulacijo. Dejstva. Razmiguje. Ja, to moraš pa še ven spraviti. Ja, to je pa še dodatne pol ure. To je pa dejanska vaja. To je pa pol tako, kaj je. To pa še do doma jih cufamo. Ja, spet smo tukaj, ne? Spet smo tukaj, Zi je spet z nami. Mislim, se je bil prej tudi, ampak Zi je na lokaciji. Tako, na lokaciji. Je boljš. Boljš je, ne? Tudi boljš se počutim. Sej slišati boljš in videti. Ja, čeprav, lej. Imam očitno tak teden, ampak tak mesec. Zdaj je že november, tako da zdaj bo bolj. Aha, zelo hotel sem za Briški, ne vem, zadnji nič poročala. A smo kje v kakšnem... Ne, nismo nič še. Še nič ni, pa že seka pizda. Ni v soboto. Pred vsemi svetim je bila vikend je bila polna luna tam okolo. Tako da te je tisti najbrž jebal. A to deluje za nas? Ne vem, če bi Mark. Ne vem, lej, ne bom. No, skratka. Popravite nas polk. Kar je bilo. To je za nas v preteklosti, čeprav ni. Tako. V glavnem luna je bila. Sam luna je skos malo. Luna je. To mi je zanimivo, ne? Ker se znanstveniki ne morejo zmeniti, pa ne, vsi pravijo, da sploh ne, če vprašaš kogarkoli v teh servisnih dejavnostih, od kelnarjev do babic, ne, so pa luna, valda. Polna prazna une vmes. Vsaka po svoje. Lej, učitelji pravijo, da je luna, na urgenci pravijo, da je luna, vzgojiteljice pravijo, da je luna. A veš, jaz mislim, ja pa sem slišal, da kao ni pa znanstvenega. Zdaj tako je, ne, znanstven dokazal. Glede na to, da ti to tupijo ves cajt, ne, pač ti svoj bias potrjuješ verjeten, ne, tako da ne opaziš, da je folk ves cajt fukjen, misliš, da je luna.
A misliš? Ja. To bi razložil marsikaj v resnici. Ampak, a veš, recimo kar se strinjam. Smo rešili, se še začeli nismo, pa smo že Put človeštva smo rešili. Ja. Tako da, dragi poslušalci, ljudje so zažagani. Pač smo. Se upravičujem, smo zažagani. Tako je. Več kot polno se pod vodo, v generalštabu jih je pa pač manj, sam zato, ker je generalštab majhen, ne morejo vsi noter. Ja. Oziroma, kot je pisatelj tele naše Biblije rekel, položaj je bil zavožen že na drevju. Tako je. Na heri. Lej, če je pa itak simulacija, pa en regler gor pa dol poriva. Jaz to simulacijo ful nisem zadovoljen. Tudi pa nisem zadovoljen s to teorijo ravne zemlje. Zakaj bi imel, če je zemlja ravna, ne? Zakaj bi se pol jebu nekdo, ta stvarnik varne zemlje, ravne ne varne? Varna pač ni. Varna ni, je okrogla ali ravna. Zakaj je ta stvarnik naredil pol letne čase po vse te neumnosti? A ne bi bilo bolj, da bi bilo skozi poletje? Mislim, se gremo k temu. Mislim, je tudi res, da je to sam pri nas imamo letne čase. Po drugi ravni zemlji jih ni, ne. Mislim, kje si. Ja, dobro, v New Yorku jih ima še zmerno. Tam, ne. A veš, ne vem, je tam... Nekje imaš sam deževno dobo, pa suho dobo, pa to je to. Daš pa sunce. Sej pa nas je tudi zmer bolj tako. Tako da, mogoče je pa tudi ravna zemlja. Sej nima veze, mislim, zdaj pa v šnehu kar v službo hoditi, pa vse, če je zemlja ravna ali pa ni. Samo oni hoče dokazati, da nam lažejo, ne? Da nas zavajajo. Ful sem si slab primer za to, da veš, mislim, da te zavajajo. Ja. Imaš precej boljših, a ne? Ja, pa takih oprijemljivih, črno na belem, vse je jasno. Kaj COVID, ali kaj? Če si mi jo položil, bi zdaj na nogo, no si mi jo. Kjera je ta prva? Ja, bila na vole. Ne bom komentiral. Mislim, zihar na meni laže, sam kdo pa zakaj, to pa nisem zihar. Ja. Mogoče zato, ker tudi on ne ve. Sej veliko stvari, to je tako, s temi, podtalnim patriarhatom, ki je vse posodne. Sej smo navajeni že, ne vem, če je družba navajena 2000 let, ne, tudi če veš, da so stvari, pa če se ne strinjaš z njimi, da tako morajo biti, še zmer je nekje, a veš, v podzavesti je, razumeš, vse generacije, ne, patriarhalnih desov, a veš, pridejo ven iz tebe, k gospod Prozorjev pa njegovi, teli mongolski geni, ne. Ja. A veš. Sekire pridejo ven. Ne. Dobro, ker Sanka pa dan priješ po vsem, še eno poslušaš. Seveda, ker vem, da je bilo, a veš, da v resnici ni bilo prav. Ne zato, ker si... Ta svoj lizard, ne, to ni lizard brain, a veš, se mislim, nekatere predkrščanske, pa dajmo reči, pred abrahamovske civilizacije so imele matriarhate, pa poročajo, da so se imeli glih kot dober, če ne še boljš. Svet znanstveniki niso čist, odvisno, kjer jo vprašaš. Ne vejo, to je toliko daleč nazaj, da so... Zapisi niso. Se so bili tele neki indijanski ali pa južnoafriški domorodci, ki so imeli podobne skupnosti, pa so še bili, razumeš, pred 100 leti, pa so jih sam čudno gledali. Kva? A veš? Najbolj so jih še potamanili, pa je bilo stvar rešena. Da se losejo teh dokazov. Ker ti nekako ne pašajo v enačbo. Ne, pa se lahko je bilo spet po nesrečne. 4 navadni prehladi, pa smo tukaj, ki jih niso navajeni. Dvakrat je kihnil, smrknil. Pa je šlo, se ne veš. Če pa to ni delal, si pa Kalašnikov. In za boj prepelal, pa so sami med sabo rešili. Drugi pa pocen viski pa gremo. To je bilo veselje, a ne? Ja, zvišno. Kva, gremo na v teh prijetnih temah. Smo zaplavili. Hiter je šlo z Lune nekam drgam, ne? Dajmo si raj Luno zapomniti. Učim, da ima vpliv. Seveda, da ima. Ima vpliv. Na plimo in vseko, ljudje smo pa vsekani.
Pejmo raje v avizo. Zdravo. Čak, stop! 10 minut, Slavko. Slavkovih 10. Ja, sorry, ali nadaljuj. Zdaj moram najprej vse prijeti. Resetirati. Zdravo, štoparke in štopari. Danes lahko rečemo samo, ja sej, on ne že spet. Kad bi vedeli, zakaj se je lonc Petunijo mislil prav to, bi razumeli naravo vesolja dosti bolje, kot jo razumemo zdaj. Čeprav doma nimamo lonca Petuni, smo tudi ta teden peli. Inzi. Mislim, imamo kdo lonc Petuni, da pa se ne odpustimo. Ne. Ker ga že dal Krispo brez veze. No, mogoče se kje najdejo, sam jaz to ne vem. Čeprav se boš prav, jaz tudi ne vem, kako zgleda. Že delče v dune epizode, ki se še zgleda, kako zgledajo Petuni. Pelargonije se najdle. Pelargonije valjda. Diefenbachije. Diefenbach. Pa Diefenbachje poznaš pa prav. Evo, ja, Ena mi je že 4-krat pokazala Diefenbachijo, pa se je ne spomnim, moram priznati. Mi je pa všeč ime. Pa lepa je. Vem, da je lepa, pa sem rekel, to je Diefenbachija, fajn. To bi človek imel, sam pač ne. Tako da, Diefenbachija pa gremo. Vemo pa, kako nageljni izgledajo. Nageljni, kako izgledajo. Pa vrtnica. Seveda. Ja, ampak o teh sem mislil, veš ne. Teh Diefenbachije. Teh Diefenbachije, ki so, kako rekel, tegelce rože. Smo tudi, vidiš. Tegelce rože. Pa pelargonije, pa tako naprej. Ker smo zgubili stik z naravo. Ja. Ne vemo, kjera roža je, kjera ne. Ja, to je res. Nač. Tako da, najprej zahvala za podporo. Zakon ste. To je res. Res hvala za seribe.si. Se pravi... Kdo ribe poslal? Ne. Ribe, Kere, so kakšne dobre? Ne, hvala za seribe.si. Jaz sem mislil, da je kakšen nam z podpore, da nam je kakšno kašeto rib. Ne daje ljudem ideje. Ne pal brancino. Da bomo dobili 1800 razglednic, pa da razumeš kašeto rib. No, ja, dobro, kako bo. V glavnem, hvala za dober glas, za recenzije na Apple Podcast in za vse posluške. Pa pojmo pogledati, kaj smo obdelali v prejšnji epizodi. Najstnica bežala je. Ja, najstnica je kot je šla. Pa vzela je paket. Ja. Isto je ukradla, pa še zbežala. To v bistvu ni nič nenavadnega. Mislim, to je običajno najstniško vedenje. Ferbac pa gremo. Ja, jaz sem tudi enkrat. Nisem vzel paketa, sem pa zbežal. Pa zdaj prišel. Do tete v Radiče. Z Ljubljane? Posi? Z busom, ne, z vlakom sem se švercal, ko sem bil seveda brez denarja, ker sem se odločil za ta drzen podvig. Kam v Radiče? Ja, pa sem šel pa sredno, mislim, hvala Bogu je bilo sredno čit, tako da kondukterju sem se uspešno 2-krat izognil do Hrasenka ali pa Trbovlja, ne spomnim se. Pa sem ga pa moledoval, da me do Radec spustil in me je. Prijazno. Tako da v redu. Pol sta pa valjda detetka, takoj, ko sem prišel, sporočila fotru pa mat, ampak me je pustila v nevednosti, tako da sem imel najbolj rebeljes vikend v lifeu. Ta malo je tukaj pa je. Ja, v nedeljo sem šel pa dan, ampak jaz nisem vedel. Veš, valjda. Jaz sem bolj poklapal prišel dan, pa vse, veš, kaj bom zdaj rekel, pa bom pa vse spovedal, da zbil. Dobro, ampak gledaj, dobro je bilo. Mislim, dobro. Dobro je bilo biti malo uporniški, to sem hotel reči. Čeprav včasih res ne veš, zakva. No, to so pa te hormoni, pa ne. Ja. No, danes pomisli, da ti to malo to naredi. Ja, bože mili. Ja. Ja. Čeprav tetka je bližje kot v Radečah, tako da v redu.
Dobar, ja. Če veš, da se tudi Radeč ne prideš tako hiter. Ne, vlak še isto počasno. Verjete, ja. Lažje verjetno niste, ja. Tako da, tle se reči izprebili. Koliko se ti meša, preden ne ugotoviš, ne. Ja, to pa ja. Mislim, je lepo tvajne, ki traja neki cajt. Ja. Ja. Dobro, nač pejmo na Kvarnik, pa na kva smo zdaj že v 17. poglavju. Juhu! To pa je zdaj že. Ja. Zdaj se pa malo premikamo. Ne. Poglavje se začne zelo zabavno, ne. Namreč random odpira paket, ampak avtor se pa odloči, da se bo po svetu manjkajoči snovi vesolja. Ne. Takrat ne vem, če so že vedeli, da je dark matter. Ali... Ne, so vedeli. Mislim, kar vem, da so vedeli, samo ko niso vedeli, kva to je. Pa... No, ampak zaradi šale je rekel stvari dobro, mislim, je rekel manjkajoča stvar vesolja, ne. In da so oddelki univerz po celih, mislim, po vseh galaksijah iskali od roba do centra in še malo okrog in pol so ugotovili. Pa še naročali so te fulejnih novih inštrumentov in naprav, ne, tako da si predstavljam, da so oni delivery roboti to veš, garali noč in dan, ne. In pa so ugotovili, da je manjkajoča stvar, te pufki. Polnilo za... Ja, tako je. Polnilo Smoki. za Amazon Prime paket. Čeprav ni tega več, ne. To je zdaj... Včasne. Ja, no. Lanski ti še bilo, a veš. A je bilo? Jaz sem kol tega nisem videl. Ne, dobiš še zmeram. A res? Jaz se zmeri dobim te, da je pač napihnjena vrečka. Ja, ki najbrž še cnejka. Itak. Pufki. Seveda. Ne, pa veš, kaj imajo te harmonke papirnate imajo zdaj. Ja, ali pa to, ja. Harmonke ali pa papir imajo zmačkana. Ja, tako da to je baleko. Ja, ampak sem tudi dobil to pač napihnjeno vrečko oziroma pač tiska pokala po. Bubble wrap. Ja. Ali pa imaš unete velike, ki je prav velika. Ne, te tamale so v redu, ko so pa otroci vzeli. Valjda. Tako da to jim je treba dati, da ne pobegne pa od doma. Čim večkrat jim dejte ta bubble, ne, kaj je to slovenski prevod bubble wrapa? Mehurček. Mehurčke so zavijalo. Ja. Mehurčke ste kuverte so. Drugače so oblazinje. Oblazine. To je kuverte, ampak imaš tudi tako, ko bi rekel, ditečno od kuvert imaš zavite stvari. Ja. Mehurčke so zavijalo. No, to. Vsi vemo. V glavnem te stvari, ki jih dajo vmes, zato da inštrumenti lepo pridejo v paketni dostavi do znanstvenikov in tle pač mu je ratala res dobra šala, da je to pač ta manjkajoča stvar v vesolju. To je to, kar iščeš. In da je bila seveda tudi v škatli kar znatna količina manjkajoče stvari. In pol random jih je pa tako raztresla, da bo prihodne generacije fizikov, da bo imeli še kaj dela. In pol je dvignila brezlično črno ploščo in pogledala v škatlo, če je kakšen priročnik ali pa kaj. Veš, to pa je moderna mladina, ki pogleda, če je manual noter. Ni kar, da bi zdaj klikala. Čeprav, če ni bilo gumba, ne. Ne veš, kam klikaš. Čeprav danes... A še pri kakšni stvari priročnik dobiš zraven, pa navodila. Redko. Ja, dobiš. Manj je sam list, kakšen pa QR koda gor. Čeprav zmer več je tega. Pejci si pogledat, če na internetih imaš. Ja. Tako. Ja. Sam ta reč ne rab nič, ker ona se kar malo sama razbrazda, pa ne. Pa se je v bistvu zelo hitro spremenila v lebdečo ptico. Ne. Tako. Malo je podobna ptici Pika, ampak to mislim, da je sam upravičilo, zakaj je izumil ptice Pika par poglavij nazaj. Ali bilo pa sam pač. Ker v resnici ne vemo čisto, kako ptice Pike izgledajo, razen pač, da jim je čisto vseeno za vse. Je bila malo večja ali pa majčkeno manjša od Pike, ne? Ja. Sploh ne dvakrat večja. Tako. Tako da... Ja, pa malo bolj modra, pa bolj rožnata kot Pike, ampak pri tem pa popolnoma črna. Ja. Tako da je v bistvu bila črna reč, ki je izgledala kot ptica. Tako. Ampak to smo že vedeli, to je Forte videl sam silhueto, nečesa tega. Videl je ptiča tam čez. V 13. štuku, tako da pol je pa videl sam, pol je pa videl tudi on sam to ploščo, ki jo poslal, zato, ker je zdaj random dobila.
In malo je bila, random se je malo ustrašal, že malo je prijela tisti priostreni kamen v žepu, ne, da če bilo treba slučajno kaj, ne. Udart. Ne, ker se je vse je šlo v črno, vse je ratalo čist črno in pa se je črnina umaknila in pol je bila malo bolj neizi. Ampak še vsem se je butala, pa malo sprašvala, a frekvence delajo, na katerih frekvencah. To je bilo fascinantno, ker ona je v bistvu, je umrla, kako, a veš, ona ne ve, kakšne sorte, živo bitje je. Random in je umrla, lepo, frekvenca je dala bip, to, kar smo se po epizod nazaj pogovarjali, in v bistvu ima ful dober sluh, od 16 Hz do 20.000 Hz, to je praktično perfekten. Ja, se je mlada, ne še? Ja, očitno. Perfekten za človeka. Ja, za naš spekter. No. Sam, glede na to, da je bilo že ne vem koliko 1000 rokovskih koncertih, je v bistvu še kar dobro. Ja, še dobro slišiš. Ja, v resnici. Tako da, in pol je v bistvu preverila, kako še ta je bila dobra. On je skozi sprašvala, random je skozi sprašvala, kva je ona sploh, in on samo minuto bova še o tem in pol je vprašala, dobro, odgovor je pomaranče in 2 limoni, in čisto se zuje, kako, in pol pač razloži, da če imam 3 limone in 3 pomaranče in izgubim 2 pomaranče in limono, kaj mi ostane? In pol ugotovi, da v bistvu čas teče v to smer, očitno, a veš, ta nov vodnik, se mu lahko rečemo tako. Ja. Ker je, ta nov vodnik tudi nazaj v čas gre in ga to nič ne moti, v bistvu, in še to pač pocahnala, da pa random je to tako in, a veš, V bistvu je vse stestirala, njene parametre je stestirala in se prilagodila v bistvu. Ja, pa je pa še vprašala, čakaj bo še. Ja, to je bilo to v bistvu. Veliko je bilo tega levo, desno, kam, gor. Ja, pol je povedala, da v bistvu se... Da sploh ni treba odgovarjati. V bistvu je bila neka taka intuitivna zadeva, ki je prepoznavala v bistvu že z njenih odzivov, je prepoznavala pač njene odgovore. Tako. In sploh ji ni bilo treba na te limone pa na to odgovarjati. Ja, ker je že videla je že videla. Z izrazov njenih. Tako. No in pa je razložila, da pač ona ima tri razsežnosti oziroma dimenzije, ki praviš prostor, in da 4. je ravno črta, ki praviš čas. In 5. je pa prva lastna vrednost verjetnosti, v tej si pa zasidrana, in pol pa razlaga, da pol so pa stvari ful bolj zakomplicirane. Tam je lepa, da je izumil razsežnosti od 13. do koliko je? 22. Ful enih stvari. Pa sem šel gledat, in teh zaznav ne bi bilo, mislim... Tega je kukar, veš, kukar kdo prav. No? Mislim, da je bila na netu najvišja številka, mislim, da je bila tam okoli 30, nekje 33. Ja, tako da imamo te senzorične zaznave, čeprav imamo baje zelo jih uriti. No. Za ljudi slišimo zelo ozek spekter, kar se vidi svetlobe, vidimo spet zelo ozek spekter, zankurc vohamo za razliko od preostalega živalskega sveta. To je za drug del sveta. Slišni spekter je tudi porazen. Poleg tega pa še občutkov recimo magnetnega polja, ki ga dosti drugih živali ima, pa ga mi tudi nimamo. Tako da to, kar mi imenujemo realnost, ker smo tako ponosni na to kakšen realistci pa zdrava kmečka pamet, pa to vse skupaj, tako da srečno ljudi. To je bilo Aljetovo dejstvo. Ta je bil. Vreden je bil, ker nisem vedel, da imamo 33 teh jeb. Ampak sem se pa spraševal, kako je lahko en tak sesavc, ali pa vrsta živali, ki ima toliko slabe predispozicije, za zavladati svetu, vsem zavladala svetu. Mogoče smo počasih imeli, pa pol časoma to šlo, ker nismo uporabljali. To sem pa nekje slišal, da najbrž z sunkovitim razvojem možganov, da smo te ostale, da nismo rabili več toliko teh ostalih senzorjev imeti našpičenih. Verjeten, ja. Tako da, ne vem. Več tega manj ne. Ne rabiš.
Ne rabaš. Čim ti pogruntaš neke stvari, da si v prednosti pred drugimi, ne? Ja. Se pravi, da si znal, ne vem, recimo pasti delati, orožje delati, ne, je to prednost, ne. Ja, valjda, ja. Ne rabaš zavohati, sam past narediš, pa greš lahko domov nazaj ali pa vržeš sulico v svojo jamo. Ali pa vržeš sulico. Se pravi, niti je ne rabaš, ne? Ti sam, ne vem, luknjo skobljaš, količke not natovčeš in greš v jamo lepo. Po mesu. Ženo crklet, ne? Pa počakaš, pa prideš nazaj, pa je neki tam ujet, ne? Ne, pa še prej, ko ljudje smo hitro ugotovili, da se živali ne morejo zašvicati ful in da se izčrpajo, ne? Da smo jih pol, veš. To mi maratonci smo jih pol preganjali. Ja, valjda, po planjavah tamle, razumeš, pod Saharske Afrike. Ampak ja, veš, ful stvari je šlo s tem. Mogoče smo takrat čutili kaj. Ker smo prepametni ratali. Zdaj nas to pele v pogubo. Ali pa na nove svetove, se ne vem. Pa tudi ne vem, kaj je bolj, ampak le. V glavnem, tle smo, tlakle imamo. No. Vodnik je pa pol povedal, da vse, kar moraš res vedeti, da je to, da je vesolje dosti bolj zapleten, kot bi se ti utegnilo zdeti. Bravo. In pol tudi malo preklinja, eno prekletvico pove, pa se sprašuje, če je to v redu in random je prekletal vseeno, kako mi govoriš. In pol ga še enkrat vpraša, kdo hoče si ti in pravi, da jaz sem vodnik. In da je v njenem vesolju njen vodnik. Tako. In v bistvu se on podredi, in tle omen ta celotni popoli splošni mišmaš, o katerem smo že govorili, oziroma dobro smo se izognili debati o tem v 3. poglavju 5. knjige, epizoda 156, tako da ne je poslušati, ker nismo nič pametnega povedali. Čist brez vize, ne je poslušati. Ker v bistvu je pač sam avtorjevo ime za paralelno vesolja, oziroma kako stvari delujejo, tako da to je to. Ne. In pol vodnik hoče, oziroma ptica hoče random pokazati, kako stvari delujejo, in tam pač jo zbezati z une jame. Ja, v jami je, vse to vemo. Ja. V jami je in dežuje in pol namest držja prčara, kaj že, neko ploščo, ja. In pol random strašno nenavdušena, ker pravi, da to je ena navadna laserijada, da take je videla že ne. Spektr spreminja, ne. Pol nadgrajuje, ne, te svoje trike. Pol, ki pa nadgradi na naslednji trik, je pa oče. To je pa mal impresionira, bi rekel. Ampak tem, da se je tudi oče sebe zagledal. Ne? Ja, oče je pa 2 mili stran. Istmu trenutku. On laufa, kako so piha in laufa, vse poškodovan. Ne? In pol je res začel laufati. Ja, ne. Skoraj popolnoma je bil že zgubljen, ampak v bistvu si je sam najdel pot. Ta je bila lepa. Pa še v nevevrce mu neki daje, ki smo jih že videli, ampak ja, lej. Ta je bila, vmes je bila še una dobra, da v glav se mu je začel blati pa jodlati, in da že reča podoba samega sebe mu je dala vedeti, da ima prav glede beblanja in jodlanja, je pa v narobni smeri, in zato je zajel sapo, se napol obrnil in na potu naravnost proti nepojmljivi laserski prestavi. Nedoganljivi. Ta izraz mi je bil všeč, veš, pa sem ga mogel zdaj uporabiti v stavku. Nekje je bila stvar nedoganljiva, ali pa v naslednjem poglavju, tako da dajmo tokrat reči pečuni obešalnik. Tako. In bomo videli, če bo kaj nedoganljivega v drugem delu 17. poglavja. Takole, najlepša hvala, ker nas poslušate čisto do konca epizode, v kateri smo izvedeli, da so mehurčki v vaših paketih tista snov, ki še manjka znanstvenikom za pravo sliko vesolja. Ja, sam, a veš, 80% vesolja bi mogli biti v teh mehurčkih. Mogoče pa je. Sam, a ni to noro, ne, da ti v bistvu za 80% stvari ne veš, kaj je? Ja, in
pol temu reče. Ti pol rečeš temu znanost. Ne? Mislim, se ne veš, ne moreš dokazati. No, ampak a veš, ne. Mislim, ampak vse veš, kako ta znanost deluje. Ne? 150 let nazaj za 95% vesolja nismo vedeli, kaj je. Tako da v bistvu smo fulno pozvali. Mislim, ne, se to je noro dober, tako rezultat. Ampak najbrž 100% saj naša. Ampak tako, veš, dober mi je nekaj, ki si tako ljudje z doktorati, pa to ne. Kdaj en pride na idejo, pa reče, stari, nimam pojma, da rečemo temu temna snov. Oni so pomoje. In vsi tako pametno pokimajo in rečejo, stari, dobro si se to ne spomnil. Pa še Ben reče, veš, ta se je pa spomnil temna snov. Ne vemo, kdo je se spomnil. Ja, vemo. Bomo v naslednji epizodi. Na en radio lab sem poslušal. Super. Nekdo se je spomnil, ampak glih tako, ker je pač priznal, da ne ve, a veš, priznal, ne vemo, dajmo reči, ampak temu moramo nekaj reči, to se spomnim, dajmo reči temu tako, ok, dobro, v redu, ampak to so vse učene glave, ko so se pogovarjali te stvari. Ja, na mestu X so rekli, bomo temu tako rekli. Oni so bili pač, kako se reče temu, in fair do samih sebe in do ostalih in so pač priznali, da pač enih stvari ne vejo. Ne? To imaš prav. Za razliko od goreče vere, ki zna vsako stvar razložiti. Kot stari Bargo. Tako, Bargo vse ve. Stari Bargo, on vse ve, če ne si pa zmisel. Mislim, malo pa jebo, če je ful novih dogodkov, za katere morajo privečevati, veš. Kot smo videli, ampak vse bo rata. Koliko se pa v resničnem življenju tako veliko spremeni, kot Bargo to. Bargo to se res svet podar. Enkrat na par tavžen. Se takrat itak te živi več. Ne, smo pa kar uletavali, da pa glih ne se to more dogajati. Lih prav se je spomnil, pa takole je bilo tako, Bob hoče tako. Proglasim se za preroka, a veš, imam stvari nakolutkane in pol mi vse tole uletava na to zgodbo. On kralj se jedli, če bi bil še v redu, ker so pač dobro jedli pol, ampak pol to, kar je s tem pa nesel tizga, je pa čisto po moje skišče. Mislim, vse ga je. Veš, da ga je. Vse šuke laje to luno, kam so, kje smo ga pustili. Strigelce, pa ne vem, kaj vse živo. Ja, to je to, ne? To je to, ja. Z nami lahko debatirate na Discordu, ki je še vedno najbolj miren Discord kanal na sončni strani Alp, pa i šire, tako da pridite, da ne bo več tako mirno, ali pa tudi ne, da bo še bolj mirno. Ne vemo, čisto dobro. Ja, pridite. Pridite, ja. Lahko pa tudi na družabnih omrežjih. Imamo neki te temne snovi. Imamo, pa nas je temna snov ful velika. Tako da ja, to je to. V družabno omrežje, to je to. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, _si. Hvala lepa, čau. Hvala, dio. Ajde. To je glih prav, stane.